Dobrodošli v novem videu in en lep ponedeljek vsem skupaj. Veste, kaj to pomeni? Danes je nova Bitcoin analiza. Dobili smo pri Bitcoinu tisti pullback, ki smo ga gledali, vse tam do ene 22 000. In ja, v bistvu od zadnje Bitcoin analize smo dobili tudi klauze na monthly pa bi-monthly chartu, tako da si moramo danes veliko stvari pogledati. Najprej bi vas prvo vse spomnil, da lahko na najmu Instagramu dobite skoraj novega MacBooka Pro, pač nagradne igre, no, pejte si pogledati, pinned post. Zdaj pa, da ne bomo zavlačeval naprej, gremo kar v analizo. Ok, se pravi, že zadnjih ne vem koliko analiz v bistvu gledamo tale 5-day timeframe Gaussian channel in v bistvu se Bitcoin še kar ni closil nad to sredinsko črto, a ne. Če pogledamo, Bitcoin se že v bistvu že en mesec, no, že 20 dni, pardon, se že vrti okrog te črte, no, in v bistvu proba closati nad njo. Ker pa če se bo to zgodilo, če Bitcoin closa nad tole sredinsko črto, lahko statistično pričakujemo v bistvu pač pol rally vsaj do zgornje črte in pol verjetno v prihodnosti še več. V bistvu izgleda, da se spet ne bo closil nad to črto. 5-day timeframe se closa čez slabih 15 ur. In ja, Bitcoin je v bistvu ene $1000 pod to črto, no, tako da za enkrat še spet najverjetneje ne bomo dobili closurja nad tem. To pa ne pomeni, da pač je bil zdaj tukaj Bitcoin rejecten pri tej črti, da gre nazaj do te spodnje črte. V bistvu, če si pogledamo malo za nazaj, ne, lahko velikokrat vidimo, da se je Bitcoin tako obnašal okrog te sredinske črte na ta način, da je bil malo dalj časa pred njej. Če pogledamo, recimo klele vidimo, da je bil Bitcoin več mesecev v bistvu okoli te sredinske črte, pred njo je končno breakal. V bistvu, tudi tukaj v bistvu vidimo kar dosti časa pod to črto, prednji je bil pol rejecten, no, pa v bistvu prednji je retestil te lowse, šel pol spet nazaj. Ampak drugače, če je pač ponavadi, če je rejected na tej črti, se to zgodi. No, in v bistvu, kar hočem reči, je, da se mi zdi, da dalj časa, ko smo pač okoli te črte, pa da ne pač breakamo spet te spodnje črte, bolj je v bistvu, se mi zdi, šanse, da pač bomo slej ko prej videli closure nad to mediano in pol tudi vse do te zgornje črte, če ne celo več. Tudi kar se tiče vseh makro indikatorjev, ki smo jih gledali, in par teh, ki jih bomo danes, sem jaz še vedno mnenja, da je bil to v bistvu da je bil to nek major low, mislim, da je bil to dejansko makro low, bomo si danes tudi pogledali, zakaj. Tako da ja, no, se mi zdi v bistvu, da tudi če se držimo malo časa okoli te črte, se mi to ne zdi spet najslabša stvar. No, se je pa konec prejšnjega tedna zgodila še ena zanimiva stvar in to je decoupling Bitcoina od traditional marketsov. Se pravi, če pogledamo daily chart, S&P 500 je v četrtek po petek v bistvu doživel en tak lep reversal od, kar izgleda zdaj nek higher low, se pravi, imamo v bistvu že imamo, ja, že 1, 2, 3 higher lowe na S&P 500, medtem ko Bitcoin v 2 dneh padel. Ponavadi vidimo pač dosti strong korelacijo, a ne, med tema dvema asseta, sploh Nasdaq se mi zdi, da je še bolj koreliran z Bitcoinom.
in pač posledično tudi z ostalimi kriptovalutami. No, in pri Nasdaqu je bilo v bistvu isto, pač spet nov higher low, v bistvu dva, no, to je dosti retest low, ampak recimo en nov higher low. Ja, medtem ko Bitcoin je pač v bistvu bil red v četrtek pa petek. Zdaj, kaj to pomeni? A pomeni, da je pač se zdaj Bitcoin decouplil od Nasdaqa, da gre Nasdaq na nove highse, Bitcoin na nove lowse? V bistvu ne. Tukaj pri teh stvareh morate res bolj gledati, kar se tiče korelacije, bolj na long term, sploh kar se tiče long term trendov. Ker če si pogledamo v bistvu weekly chart, bomo pogledali, sta dosti podobna Bitcoin pa Nasdaq na weekly chartu. In tudi če si pogledamo ta indikator, ki nam izračuna korelacijo, je v bistvu korelacija med Nasdaqom pa Bitcoinom še vedno na 0,58, kar je dosti fucking strong korelacija, ne. In kakor smo videli, tudi tule čez zgodovino je bila dosti strong korelacija ponavadi, kar se tiče Bitcoina pa Nasdaqa. V bistvu vedno, ko je bila pač na vsake toliko nižja, to pomeni, da je eden asset probably malo lekel za drugim in ponavadi je bil ta asset Bitcoin. Tudi če si pogledamo, Nasdaq v bistvu se je lepo odbil od tega 200 SMA-ja pa 21 EMA-ja, mogoče še bolj. V bistvu, če pogledamo, dosti podobno se dogaja z Bitcoinom, ne. Se pravi, Bitcoin trenutno pri temu 9 EMA-ju v bistvu se mi zdi, da je še šansa, da vidimo pač premik vse tkle do 21 EMA-ja, ampak se mi zdi, da pol podoben, da se bo probably odbil od tega, no. Tako da ja, če si pa zdaj pogledamo v bistvu še malo bolj makro sliko, kakor sem rekel, da smo dobili close na monthlyju, bi-monthlyju, kakor veste, že dolgo časa na tem kanalu gledamo tale indikator accumulation distribution, in v bistvu, kar morate vedeti, je, da vedno, ko se je spremenila v temu red zonu smer indikatorja, je to v bistvu nakazovalo nek macro low, oziroma, če drugače povem, je na tisti točki macro low že bil dosežen. No, lahko vidite tulele, no, in ta indikator se je končno obrnil. Se pravi, mislim, to še ni confirmed, mora se ta mesec closati, ampak najverjetneje se bo ta indikator obrnil, no. Tako da, kaj to pomeni? Pomeni, da smo pač najverjetneje videli že makro low. Zdaj, to ne pomeni v bistvu, da Bitcoin ne more tradati blizu tega lowa, ali pa ga pač retesta. Se pravi, low trenutno je na tam okoli 16,000, kar se tiče closing basisa. In v bistvu vsaj, če pogledamo ta indikator za nazaj, tukaj je recimo retest ta low, da ne moramo priti vsaj blizu temu lowu tukaj, ampak probably, oziroma ja, pač probably se Bitcoin ne bo closil pod tem lowom, vsaj kar se tiče na mesečnem closurju. Je pa res, no, da to ni spet nek ful velik vzorec, 4 primeri v preteklosti niso spet veliko, jaz ponavadi hočem videti vsaj 50, ampak v bistvu to je najboljše, kar lahko dobimo, no, kar se tiče te ne preveč velike zgodovine Bitcoina. Tako da ja, jaz sem kar confident, da je bil to macro low, no, da ne bomo več tradali pod temu, ampak se veste, da te stvari so nepredvidljive, če se zgodi kakšna res nepredvidljiva stvar, je v bistvu vse možno. No, če pogledamo
dobili smo tudi bi-monthly closure in s tem v bistvu potrjen hidden bullish divergence. V bistvu je to zdaj 3 drive hidden bullish divergence, takole povežemo, recimo, da je še ta. Se pravi, 2 nova lova na RSI indikatorju, medtem ko so novi highsi na price actionu. Vsaj do tega 21 EMA, če nič drugega, ki je trenutno na okoli 25,500. Ampak pač probably pol v prihodnosti tudi več. No, ampak kar je pa še zanimivo na today time frameu, v bistvu, če si pogledamo BBWP indikator, je pač BBWP je prečkal svoj moving average. To se je v bistvu zgodilo že 2-krat v zgodovini Bitcoina in v bistvu vidimo, da obakrat, ko se je to zgodilo, se je v bistvu pač se je dosti dobro pol začel potem nek dosti večji premik, ne. Sicer spet ful majhen vzorec, samo 2-krat, ampak ja, pač najverjetneje je to dober znak. In pač ja, verjetno bomo videli nek večji premik, ne, saj to je dosti logično od teh lowsov, če so to lowsi, da pač pol sledi nek večji premik. V bistvu, če si pogledamo na hitro še monthly RSI pa monthly stochastic, ki sta se glih closala, se pravi stochastic je še vedno obrnjen navzgor, v bistvu completed ta trendline regression in pa obenem v bistvu še hidden bullish divergence na stochasticu. No ja, in v bistvu vedno, ko smo videli, da se je stochastic obrnil v temu critical zonu pod 20, je bil to do zdaj vedno macro low za Bitcoin, ne, če si pogledamo. Tako da ja, enak za RSI, v bistvu, se pravi, imamo na RSI indikatorju hidden bullish divergence. Bitcoin je v bistvu do zdaj že 2-krat tako dosegel bottom, v bistvu še tulele v 2019 in v 2015. Tako da ja, kar se mene tiče, low za Bitcoin je bil najverjetneje dosežen. Pač to ne pomeni, da ne moramo tradati blizu tega lowa, ampak se mi zdi, da pač nižje ne bomo šli. Zdaj pa ja, v bistvu, kar se tiče pa za short term, lahko vidimo nek premik manjši nadol, ampak v bistvu na weekly chartu, če tradamo nad tem high lowom, se mi zdi, da je Bitcoin v bistvu še vedno bullish, no. Tako da to bo to za današnjo analizo, no. Upam, da vam je bila všeč. Hvala, ko ste gledali, pa se vidimo v naslednjem.